Dober dan in lep pozdrav. Poročilo iz naše ustanove je v tem trenutku takšno, da imamo 133 akutnih COVID bolnikov in 33 bolnikov COVID, seveda na intenzivni enoti. Številke zelo hitro naraščajo in v ponedeljek odpiramo tretjo COVID intenzivno enoto. Povsem razumljivo je, da smo morali dodatno nabaviti ventilatorje in seveda naši zaposleni pravijo, da v tej ustanovi nikogar ne bomo pustili umreti na hodniku brez ventilatorja. Potem mislim, da je potrebno dodatno pojasnilo o hitrih testih. Mi smo bili ena izmed ustanov, ki je stestirala različne vrste hitrih testov in samo 2 vrsti hitrih testov sta ustrezni za to, da lahko zelo natančno preverimo, ali ima bolnik COVID bolezen ali nima, oziroma ali je okužen s SARS-CoV virusom ali ne. Tretja stvar je seveda pomanjkanje ustrezno usposobljenega kadra, pri čemer dejansko tečejo sedaj v tem trenutku velike reorganizacije, pomagajo nam pa v celoti tudi študenti medicine vseh letnikov in pa študenti fakultete za zdravstvene vede tam, kjer so potrebna zdravstvena znanja, kjer pa takšna znanja niso potrebna, si pa pomagamo tudi z prostovoljci ali pa študenti drugih usmeritev. Toliko z moje strani. Najbrž boste imeli kakšno vprašanje. Odziv prostovoljcev je zelo velik, je pa seveda potrebno povedati, da ta hipernormirana država z vso svojo zakonodajo včasih postavlja, ne bom rekel kakšne, ampak recimo neumne ovire, da lahko stvari zelo hitro speljemo. Zelo dober primer je ta, da so se nam javile diplomirane medicinske sestre, ki so se nedavno upokojile in so vešče in bi lahko delale v intenzivni enoti, ampak s tem, ko so se upokojile, recimo niso več v licenci zbornice in jih ne moremo na preprost način zaposliti, ne glede na to, da gre za epidemijo. Skratka, takih navidezno malih birokratskih ovir je toliko, da nekateri, ki se javljajo, se pravzaprav čudijo, zakaj se v 2, 3, 4 dnevih z pogodbami ne odzovemo, zaradi tega, ker pač imamo tako hipernormativno normirano državo, če tudi je razglašeno stanje epidemije. Potrebno, ampak tega ni mogoče v tem trenutku rešiti, bi bilo nekatere zakone temeljito spremeniti, še posebej, če je razglašena epidemija, zaradi tega, da bi lahko tisti, ki operativno delamo, res hitro delali in se hitro odzvali. Mobilizirana, zdaj mi morate seveda, čeprav razumem, dati dodatno vprašanje. Mobilizirana je civilna zaščita, mobiliziran je Rdeči križ, z vsemi se dogovarjamo, na katerih deloviščih bi lahko ustrezno delali, ker je pač to odvisno od izobrazbe tistih, ki delajo za civilno zaščito in pa seveda tistih prostovoljcev iz Rdečega križa. Nemogoče je kogarkoli postaviti na katerokoli delovišče. Dejstvo je, da je največji primanjkljaj na deloviščih, ki potrebujejo ustrezno usposobljene ljudi, na drugih deloviščih pa prihajajo prostovoljci in tam jih lahko seveda takoj zaposlimo in lahko uspešno delajo. Ta grožnja še vedno visi v zraku zaradi tega, ker usposobljene sestre zdravstvene nege in pa seveda zdravnike sedaj prerasporejamo v tako imenovano tretjo COVID intenzivno enoto. Potrebno je vedeti, da pred epidemijo ali pa pred pandemijo tega virusa je naša ustanova imela samo 2 intenzivni enoti. Ena je bila kirurška in ena je bila intenzivna. Zdaj imamo 3 dodatne intenzivne enote in delo v intenzivnih enotah pač zahteva posebno usposobljene ljudi. In če te ljudi vzameš iz drugih oddelkov, potem začne tam delo počasi usihati. Sedaj pa, če govorimo o COVID intenzivnih enotah,
Lahko tam delajo tisti, ki imajo pač neke izkušnje na tem področju in to so predvsem ljudje, ki pridejo iz oddelka iz anesteziologije. Potem začnejo pa usihati kirurški programi. In seveda takrat se začne zastavljati vprašanje, koliko onkologije, ko gre za kirurško onkologijo, bomo še lahko delali, onkološki oddelek pa seveda dela normalno naprej. Ampak to ni edina onkologija, ki teče. Zelo pomembne so operacije, recimo raka pri ženskah na dojki, ki jih je potrebno opraviti pravočasno, in pa potem seveda tudi drugih rakavih obolenj, operacije, seveda, ki jih je potrebno opraviti pravočasno. In tukaj se pojavijo težave, ki so pa posebne za našo ustanovo, podobne ima pa tudi seveda Splošna bolnišnica Celje, in to je to, da je največja in najbolj usposobljena intenzivna enota, to je kirurška, ki je v središču živčnega sistema ustanove, sedaj namenjena v celoti COVID bolnikom. In še 3 dodatne intenzivne enote so tudi namenjene COVID bolnikom. Kar pomeni, da edina intenzivna enota, ki je ostala za celo kliniko za kirurgijo, se je zmanjšala in to počasi postaja problem za, če temu rečemo, normalne kirurške programe. Nimamo podatkov o tem, koliko bi bilo delavcev iz naše ustanove, ki bodo zaradi tega prizadeti, vendar smo pa pisno zaprosili, da bi za tiste naše delavce, ki imajo otroke do 5. leta osnovne šole vendarle odprli, ker če se bo zgodilo, da bodo morale, pri nas je predvsem kolektiv mamic, če bodo morale ostati doma, pomeni to za nas dodaten izpad osebja. In že v tem trenutku dejansko teče šolanje ali pa recimo usposabljanje študentov medicine in študentov fakultete za zdravstvene nege, da skočijo tam, kjer nimamo dovolj zdravstvene nege, in pa seveda tudi zdravniki specializanti se bodo morali naučiti, da bodo opravili številne stvari, ki so jih pač prej opravljale medicinske sestre, če se bo to zgodilo. Mi smo povedali, da bomo postelje sukcesivno odpirali in meje navzgor nismo postavili. V tem trenutku se bo začela polniti tako imenovana stara stavba infekcijskega oddelka. Pljučni oddelek je skoraj da že v celoti poln. Ozko grlo bo ne število postelj za akutne bolnike, ampak ozko grlo bo število intenzivnih postelj. Zagotovo bo tam ozko grlo zaradi tega, ker pač preprosto ta delovišča, vsaka intenzivna postelja zahteva mnogo več usposobljenega osebja, kot pa recimo, če to tako imenujemo, akutna postelja. Tako da v celotni Sloveniji vidimo, če se ta val ne bo ustavil, da se bo začelo ozko grlo pojavljati pri intenzivnih enotah, ne glede na to, koliko jih širimo, ker nam manjka za te intenzivne enote usposobljeno osebje, ampak to govorimo že 14 dni ali več. Dobro, v tem trenutku je med nami na koordinaciji, ker imamo 2 ali pa 3 na teden koordinacijo z UKC Ljubljana preko seveda sodobnih informacijskih tehnologij, pa tudi za misel šla naprej. Mislim, da bomo oblikovali tudi neko skupno pismo skupaj z UKC Ljubljana, da če bomo v Sloveniji, če bomo prišli do točke, ko bomo presegli število intenzivnih postelj, pač zaprosili za pomoč sosednje države. To se nam zdi edino pošteno do bolnikov, kajti vse ostale bolnike lahko običajno in normalno zdravimo, tukaj nam pa zmanjkuje ali pa nam bo, če bo ta val šel v takšni sili naprej, kot gre zdaj, nam bo začelo zmanjkovati preprosto osebja. Še enkrat, zdaj smo na ravni pogovorov, o tem bo seveda morala odločati vlada, ne jaz ali pa
direktor UKC Ljubljana. Dejstvo pa je, da če pogledamo, kaj se je dogajalo takrat v Bergamu, ko evropske solidarnosti ni bilo, pa kaj smo potem slišali po Bergamu, pričakujemo, da če bi do tega prišlo, da se bo Evropa na tej ravni znala dogovoriti to, kar so običajno zgolj prazne besede, da pa vendarle evropska solidarnost obstaja. Oprema ni problem, še enkrat. Čeprav smo morali poslušati, zakaj naročamo dodatne ventilatorje, zaradi tega, ker število intenzivnih postelj skokovito narašča. In mi smo morali sami naročati ventilatorji, ki pridejo zelo, zelo hitro, skratka, na katere ni treba čakati tedne ali mesece, ker pač še enkrat bolnikov na hodnikih ne bomo pustili umirati v dihalni stiski. V tej ustanovi ne. Problem bodo bolniki na intenzivnih posteljah in tiste, če bi prišli v tako kritično situacijo, bi lahko morebiti pomagali zdraviti sosednje države. No, jaz se ne bi spuščal v te zgodbe okrog števila ventilatorjev, ker morate vedeti, da ventilatorje ne potrebujejo samo COVID bolniki. Mi zdaj govorimo samo o ventilatorjih, ki jih potrebujemo za COVID bolnike in o ventilatorjih, ki so za te bolnike ustrezni. Mi smo dobili v tej zadnji pošiljki 4 ventilatorje iz državnih rezerv in so usposobljeni. Ampak še vedno nam je za odpiranje nove intenzivne enote, ki bo imela maksimalno kapaciteto 26, manjkalo 26 usposobljenih ventilatorjev za COVID bolnike. Skupna številka teh naročil je celo višja, zaradi tega, ker potrebujemo še ventilatorje za ostale bolnike, ker smo jih zdaj jemali iz tistih delovišč. Skratka, v vsakem primeru, ne pa, če govorimo o tem, saj ne naročamo ventilatorje, saj nimamo z njimi kaj početi, če ni potrebe. Ventilatorje naročamo zaradi tega, da nam ljudje ne bodo umirali v dihalnih stiskah. Ne pa zaradi tega, da bi višali njihovo število, pa jih imeli shranjene v skladiščih. Prav, če ni več vprašanj, hvala lepa. V tem trenutku ni pravih izračunov od tistih, ki modelirajo, ker v Sloveniji je kar nekaj skupin, ki modelirajo, kako bo teklo, pravzaprav dve stvari, kako bo tekla sama pandemija in pa kako bo teklo sprejemanje bolnikov v bolnišnice. Mi v tem trenutku gledamo, kako se stvari razvijajo glede na sprejem hudo bolnih v bolnišnico. In sprejem hudo bolnih v bolnišnico nam še narašča. Mi si želimo, ampak to so projekcije, da ne bo nesporazuma, da če se bo to nadaljevalo 14 dni, še lahko zmoremo, govorimo o vseh bolnišnicah v Sloveniji. Če bi se pa ta strma krivulja še po 14 dnevih nadaljevala, bo pa pri intenzivnih posteljah kritično, ne pri vseh ostalih. Prav, hvala lepa.